to v pesniški obliki. To je neverjetna stvar, zelo dragocena in človek seveda uživa v tem. Je pa seveda, če se povrnem k tem pesmim iz zapora, velika razlika med tema dvema zvezkoma. Namreč pesmi iz zapora so deloma samo mračne in težke, bolj so ironične, bolj zafrkljive, so tudi, bi rekla, najbolj simpatične tiste, ki so igrive na ta način, da reagirajo na drobne dogodke. Recimo pesmica Čevljarju. Ali pa pesmica, mislim, da je ta že v pesmih prostosti, ki se posmehuje vsemu, kar se dogaja okrog njega. Rad se posmehuje, rad zaničuje, rad zanika. Na drugi strani, seveda, so pa v teh pesmih iz zapora, bi rekla, posebej pomembne ljubezenske pesmi. Namreč, on je našel svojo, bi rekla, možnost preživetja v tem okolju na ta način, da je živel v fantaziji, da se je umaknil, da je izbrisal zaporniško življenje na eni strani. Deloma so tudi zaporniške note, kjer piše, kaj se dogaja, kako grejo na dvorišče in se tam zaprkavajo. Ampak na drugi strani so pa najbolj, seveda mogoče zame, ker sem nekaj sentimentalna, kaj, te ljubezenske pesmi, kjer se obrača k ženi. Žena je tisti drugi jaz, ki mu pomaga preživeti. No in, kot sem že takrat rekla na tiskovni konferenci, na ta način, da kontaktira zdaj z odmaknenimi stvarmi, spomini iz preteklosti, iz mladosti, spomini na vse, kar se je njemu dogajalo, seveda s hrepenenjem po ženi, po otrokih, si on postavlja močan zaščitni oklep, zid, skozi katerega ta situacija 7-letnega ali 6-letnega zapora ne more raniti. Tukaj se, ne vem, gradi neka ogromna moč, ki me spominja, nenavadna moč, ki me spominja na en prizor enega njegovih romanov, ko je človek zaprt v zaporu in ga pazniki pretepajo. On ustvari zdaj vse neko posebno odmaknenost, izbriše fizično